Doktor Lucija Čevnik, lep pozdrav, hvala za to pripravljenost in sem zelo vesela, da smo danes našli ta čas za to druženje, so se kar usklajevali. Najprej zelo veliko pišeš, zelo veliko gostuješ, zelo veliko krat te spremljamo. Kako usklajuješ vse to sama, kot ženska, kot mama, kot strokovnjakinja? Ja, včasih je to kar velik izziv, ampak res je, da na spletu tudi včasih, ko tam spremljamo stvari, niso tako realne, kot je v resnici, in mogoče imamo včasih občutek, da so ljudje še bolj aktivni, kot pa so. Tako da, kaj pa vem, jaz rada počnem stvari, ki jih počnem, in se mi niti ne zdi, da sem tako zelo obremenjena. Seveda pa pridejo tudi kaki izzivi, kjer je treba pa tudi kak teden je kar naporen in je treba si pa pol tudi malo časa vzeti za sebe. Tako da skušam nekako usklajevati vse skupaj med tem zasebnim dobrobitjo, tudi mojo lastno, družinsko, in pa seveda delom, ki pač, če si samostojni podjetnik, je to tudi na koncu meseca, je treba poravnati račune in ja, moraš biti aktiven, moraš biti v pogonu, in to so tudi ene motivacije, ki te vlečejo naprej. Torej, organizacija in pa ravnovesje kot neki dve metodi. Zdaj sva obe ženski, obe že nekaj časa aktivni, obe tudi mami. Ali misliš, da imamo ženske pri tem usklajevanju še nek poseben izziv? Ja, definitivno, ja. Se strinjam, da je večji izziv, mogoče res malce večji kot pri moških. Sama veliko delam, pišem, se ukvarjam tudi z telesno samopodobo, z tem, kako se ženske počutimo v svojem telesu, in tu so družbeni standardi zelo, zelo visoki in ta pričakovanja, ki jih ženske tudi ponotranjimo do sebe, znajo biti včasih nad nekimi realnimi danostmi oziroma kot jih sploh zmoremo. In tukaj včasih pride do tega, da enostavno so pričakovanja previsoka, družbena in naša osebna, in tukaj se velikokrat zgodi potem tista neljuba izgorelost, to, da pač enostavno kolapsiramo. Tudi zgodbe poznam, ko začnejo ženske razmišljati o samomoru. Ja, tako da ta pritisk je sigurno večji pri ženskah kot pri moških, nekako se od ženske pričakuje, da je urejena, da je zapeljiva, da je večno mlada, da je aktivna, da je poduhovljena, da je super mama, odlična kuharica, in seveda tudi v karieri, da nekako lahko vzdržuje sama sebe in nosi en velik del tudi družinskega proračuna. Ja, to so kar izzivi, In kje lahko najdemo potem tisto ravnovesje, kako naj se ženska, sodobna ženska s tem spopade, ker gotovo ne želimo iskati krivde nekje drugje, samo obsojati, pričakovanja drugih. Velikokrat, kot si rekla, smo tudi same tiste, ki veliko pričakujemo od nas. Kako se lahko razbremenimo tega? Težko. Ja, velikokrat je res težko nekako jadrati med vsemi temi čermi, če lahko rečem. Ampak predvsem moramo poslušati sebe, vedno radi rečemo, da je zdravje največje bogastvo in to ponavadi potem ponavljamo takrat, ko ga izgubimo. In res mogoče moramo izhajati iz tega, da je zdravje nekaj, kar ni samoumevno, da moramo zdravje negovati, da moramo na zdravje paziti, da moramo paziti sami nase. In včasih je res bolje dati kak projekt na stran, zamuditi kako tudi priložnost, mogoče finančno, se kdaj odpovedati takim ali drugačnim izzivom in ostati zdrav in miren. In tisti mir v sebi, da nisi nekako ves čas pod nekim pritiskom, da nekaj moraš, da boš nekaj zamudil, kar je danes zelo, zelo prisotno v družbi. Ves čas se nam nekaj mudi, ves čas pogledujemo po družbenih omrežjih, kaj drugi počnejo, in imamo občutek, da se nam nič ne dogaja ali pa da se nam dogaja bistveno manj, da nekako odložimo te stvari in se zazremo sami vase. In tudi če česa nimamo, še ne pomeni, da smo zato vredni manj, ampak imamo pa nekaj, kar je zelo, zelo dragoceno, nek notranji mir. Torej čas, tudi čas zase, za družino, za več zadovoljstva. Tako. In to so lahko male stvari, ne rabimo
zdaj ne vem, kam iti, lahko samo odložimo neke stvari ali pa neka pričakovanja predvsem. Ja, veliko od tega, kar govoriš, izhaja tudi iz podedovanih, privzetih vzorcev, tudi v naših družinah. Gledali smo svoje mame, babice. Zdaj ti veliko pišeš tudi o družini, ki si jo ustvarjamo, o vzorcih, ki jih nekako ponotranjamo, pa jih bi bilo dobro ozavestiti, mogoče spremeniti, kadar je to možno. Kje je torej ta zgodba sodobne ženske? Veliko je teh transgeneracijskih travm, ki se jih nekako sploh ne zavedamo. In res smo podedovali dediščino svojih prednic, ki jih nosimo na svojih ramenih, pa se jih mogoče sploh ne zavedamo. Ampak danes je dokazano, da transgeneracijske travme lahko gredo tudi 7 generacij nazaj. Ni to nujno, da se je dogajalo moji mami ali moji babici ali meni osebno, ampak je lahko bila to moja babica. In je to nekako ti vzorci, ki so tako močni, ko govorimo o strahu, o sramu, o neki ukrčenosti telesa, skozi katerega so ženske v tej preteklosti šle, ima definitivno posledice tudi na bodoče rodove. In ozavestiti to je danes težko, ampak vsaka ženska ima v rokah to moč, da nekako ustavi vso to zapuščino, oziroma jaz rečem, dobimo nekako kot nek žakelj, dobimo zapuščino od svoje mame, od svoje babice in dobro je pogledati, kaj vse je v tem žaklu, preden ga damo naprej svojim hčerkam, svojim sinovom. In tam noter je tudi ogromno neke šare, nekih preživetih vzorcev, nekoristnih stvari in prav je, da naredimo eno tako revizijo, eno tako pomladansko čiščenje in zmečemo ven vse tisto, kar ni dobro za nas, niti za naše potomce. Ampak to res pomeni, da se moramo zazreti vase, da se moramo ustaviti, da moramo malo razmisliti, zakaj se nam neki vzorci ponavljajo, zakaj nam neke stvari niso všeč, nas motijo, nas bremenijo. In ja, pač z vzgledom se učimo, in neka mama, ki je bila ukrčena, ki je bila mogoče sama tudi žrtev nekih travmatičnih dogodkov, tudi ni mogla, ni znala ravnati drugače kot mati. Ni zdaj to, da valimo samo krivdo in kažemo s prstom na naše mame, na naše babice, ampak poskušamo razumeti tudi, skozi kaj so one šle, ampak ni nam treba teh vzorcev pa nositi naprej. Lahko pa rečemo, jaz pa bom ravnala drugače, jaz pa se ne bom pustila, jaz pa bom poskušala zaživeti neko bolj srečno življenje zase in za svojo družino. In to je tisto, kar lahko mi sami naredimo. Ni lahko, ni pa tudi nemogoče. No, pri tem tudi ti lahko pomagaš, delaš veliko tudi z družinami, tudi z mladostniki, si avtorica 3 knjig. Kje vidiš, da imajo sedanje generacije mogoče več težav, kot smo jih imeli mi, kje se naša generacija mam najbolj lovi, mogoče nekaj utrinkov iz prakse? Ja, to so kar zanimive zdaj primerjave, tudi to, kar si izvala. Zdaj, ko gledamo starši na to generacijo mladostnikov, velikokrat vedno izhajamo iz tega, da smo mi imeli odlično otroštvo in da je bilo vse pri nas tako zelo idilično, ampak če je bilo res vse tako zelo idilično, zakaj se toliko staršev moje generacije danes spopada s takšnimi hudimi izzivi in ne zna postavljati mej in ne znajo nekako niti zaživeti svoje sreče, ogromno je ločitev, ogromno je nekih neskladij. Tako da tako zelo idealno že ni moglo biti. In tudi, ko mi gledamo na to mlajšo generacijo, vedno gledamo skozi oči svojega časa in smo vedno pristranski in ni nujno vse slabo, kar se z mladimi dogaja. Za mene so mladi, rekla, zelo srčni, zelo intelektualno, rekla, so zelo na visokem nivoju, vejo veliko več stvari, kot smo jih mi vedeli v tem obdobju. Imajo res dostop do vseh možnih informacij in tudi znajo biti zelo empatični, če jim znamo pristopiti na pravi način. Ampak seveda ta čas nas je vse nekako prisilil v to, da drvimo skozi življenje, da se ne znamo ustaviti. Otroci so danes res ogromno časa na elektronskih napravah, zelo so mamljive, zelo so zasvojljive, ampak
če bi mi preživljali več časa skupaj, ker tudi staršev ni doma, starši nimamo časa, včasih nam kar paše, da otrok nekje v sobi zaprt, pa da imamo končno nekaj mira zase. In to seveda tudi otroke nekako potiska v ta svet, kjer pač jim je dolg čas in kaj boš vzel, seveda telefon v roke, če pa ga povabimo ven, če ga povabimo k neki igri, ne takrat, ko je že popolnoma nekako odblodi v ta virtualni svet, ampak ves čas njegovega otroštva, da si res vzamemo čas za nek pristni stik, za neko res povezanost, potem otrok bo vedno izbral neke pristne stvari nad nekimi virtualnimi. Ker to je tudi tisto, kar gradi naše spomine, kar nam ostaja. Seveda pa, ko to postane enkrat navada, ta telefon, ti ekrani, potem ga je težko zbezati iz te luknje, ker tam so stvari bistveno bolj enostavne, vse je na klik, vse je dostopno in zato ne rabiš vložiti nič truda, nič energije in si že nekje drugje. Velikokrat je to samo beg iz neke realnosti, ki mogoče tudi je obremenjujoča za otroka. So odnosi doma napeti, je veliko kreganja, je veliko sporov, je nerazumevanja in lahko je tudi to. Torej, dvostranska pravzaprav angažiranost tako otrok kot staršev. Seveda starš pri tem lahko nosi pobudo, ker je vendarle tisti, ki mora voditi, od takrat, ko je otrok še res majhen. Bila si tudi enkrat gostja moje okrogle mize, ko smo se pogovarjali ravno o tem in je bilo zelo dragoceno. Boš pa spet kmalu gostja ene razprave in sicer 2. aprila lahko že povabiva Rečica ob Savinji. Takrat bova pa govorili predvsem o tej vlogi ženske in razpetosti. Kaj bi za konec mogoče podala kot nasvet, pa bova rekli, ženskam, mladim, tistim v srednjih letih, malo starejšim v današnjem času? Kako biti ženska danes? Mogoče bi izhajala iz tega, da veliko govorim z mladimi ženskami in tudi s temi njihovimi pričakovanji glede družine in tukaj se velikokrat zatakne, mlada mamica, ki še mogoče zgolj je v pričakovanju, si predstavlja to svoje družinsko življenje zelo idealizirano in potem pride otrok in noče spati, noče jesti, stvari se podrejo in podre se tudi njena idealna predstava družine in velikokrat obupajo, so zelo na tleh, ampak to je vse normalno. Mogoče si res zastavljamo previsoka pričakovanja in tako pač življenje gre, enkrat smo zgoraj, enkrat smo spodaj, ampak ko vse skupaj potegnemo skupaj z računico, je to kar ena taka ravna črta. In mogoče predvsem moramo malo narediti revizijo svojih pričakovanj in ne se toliko primerjati z nekimi ideali, ki dansko ne obstajajo. Ni popolnih mam, kot tudi ni popolnih otrok in to je vse okej in je tako je tudi prav. Ta povprečnost je tista, ki nas dela človeške in to je to. To je življenje. Sponi in paci in vse vmes. Tako. Najlepša hvala. Jaz se ti zelo zahvaljujem. Povabila bi tudi vse vas, da če imate vprašanje, se kar oglasite s komentarji ali z sporočilci, pa bova mogoče z Lucijo v kakšni prihodnji epizodi tudi stvari še bolj podrobno naslovili ali pa bo tudi ona odgovorila. Se poznava in se tudi večkrat, zdaj se malo manj vidiva, si kaj napiševa. Jaz se ti zelo, zelo zahvaljujem. Hvala za povabilo. Vidiva se kmalu 2. aprila, upam, da bo čim več tudi vas z nama. Do takrat pa vse dobro in veliko uspeha pri vseh tvojih podvigih. Hvala in enako. Hvala.